Skoraj sem pozabil, da smo anime podcast. Exactly. Dobrodošli na anime podcastu. Ne, ampak Little Birdie told me, ne, da imate med vami skrite tudi kakšne anime fane. Mislim, se vidi se tudi v dizajnu, I guess. Posebej japonski del fakcije. It is kind of like more anime-ish style. Koliko v bistvu in katere anime so mogoče vas inspirirali pri samem dizajnu ali pa mogoče pri storylinu? Kaj gledate danes in zakaj razmišljate tako? Anime gledam, saj jaz pa, ali ja še dlje, kaj jaz, pa tja še itak. Okay. Jaz gledam pol življenja, ta pa še malo več. Moj prvi anime je bil Princess Mononoke, ki pač ni I guess anime. I mean, it is. Čakaj malo, kaj ti govoriš. Ne, ni serija. Zdaj pa pazljivo s tem. Okay, sorry terms. Zdaj ne govorimo več. Anime je animacija narejena na japonskem, so that's... Doesn't matter, serija, film, doesn't matter. Ampak ajde, Ghibli je res tako na pol Disney. Se zato omenjam. Japonski studio je Tam animiran film je, no. Ja, They kakorkoli. just like to market themselves as like we are international. No, kaj sem hodila povedati, da pač moj prvi anime je bil Princess Mononoke and it scarred me for life, but I love it. Because it has one of the most gruesome scenes, če mene vprašaš, pač oni divji prašiči za ličinkami gor. I've told enough. I've blocked that scene out of my memory. I don't remember it. Welcome back. So of course, Ghibli, bil start. Zdaj o meni govorimo. You're talking, Jaz sem gledala verjetno ful stvari, predvsem, ker sem bila mlajša. V gimnaziji pač enostavno nisem imela več toliko časa, tako da žal je ta hobi malo takrat umrl z mano. Se je to, kaj kot mlajša si gledala na kakšnem RTL 2, kakšnih Twitter? Čakaj, imam tukaj dodatno. Torej, moj brat me je vpeljal v to noter. Moj brat je pač ful gledal anime, še zdaj pač redno gleda več ali manj. Znati povedati, kaj je Gigak povedal, kaj moramo gledati. Tako da pač je na tekročem. In včasih, veš kaj, je bila še doba CD-jev, ne? In on je pač zapekel vse na CD. In je imel tako huge buklo, jaz sem takrat pač manjša predvsem. Tista bukla, jaz sem jo komi nesla. It was that heavy. In sem jo ukradla. In pač pogledala noter, kaj mi je zanimiv, kakšne so bile tudi kakšne hentai stvari vmes. To pač, sem ugotovila prepozno. Culture. Expanding culture. In pač vzamem CD, postavim tisto njegovo buklo nazaj, taka spada in pač upam, da ni opazil. To je bil moj začetek anime. Pač začela sem, ne vem, s Čobicom. Koga pogrešam? It was very, zelo taka wholesome. Ampak on je the future, glej, Čobic, dobesedno AI, Android, tu smo, Čobic bo nastal, to, boom. Ja, v glavnem pogledala sem pa moje ful različnih stvari, mogoče nisem toliko na tekočem z današnjimi anime. Recimo moj, če tako rečem, all-time favorite anime, very out of the box, I think. Wow, ga lahko izrečeš. Ka sem ga verjetno pogledala vsaj 6-krat, 7-krat. Je Ranma One Half. Oh my god, resno, Ranma. Ranma sem pač pogledala milijonkrat, prevečkrat za svoje dobro. Zadnje 2-3 leta nazaj sem bil še od Ranma. Je to original transgender character? Yes. Kak je danes težko Ranmo gledati, like. Mango sem si kupil, pač joki so še tisti stari, kaj so. Ja, za mene je funny, ampak za druge bi verjel, like. Težko introduciraš kakvu zoomerju. Čeprav honestly, mogoče je bil en izmed mojih prvih anime, tako da I wonder. Ampak meni je bilo pač ful luštan, ful je bilo tako. It was the base of my understanding of Japanese culture. Sicer je problem, ker je glaven karakter kitajski, so I don't know. Ampak, od tam naprej pa pač, kaj jaz vem, svašta sem gledala, no? Težko se zapičam, okej. Ta zadnja stvar, ki sem gledala, je Kaguya. Kaguya sama, Kaguya sama, pač zelo cute romance. I recommend it to anyone, I think. Si pogledala zadnje 4 epizode? Si brala mango? Ova je bila, 4 epizode. Se je došparala. Neki starter sem imela, pa nisem med Kickstarter. Nadaljevanje je druge sezone in je res. Mislim, fora je, da je anime šele na polovici zgodbe. A res ne? Okej, dobro. Mislim, zdaj se šele začne dejansko romanca. Zdaj je potrebno zdržati. Manga je pa drugače že končana, no. Moram reči, zelo dobra. Hudo.
Okay. I'm a manga reader. Spet bomo videli Fujiwara neumnosti. Čika. V animeju drugače ona ful bolje spada kot pa v mangi, ja. Okay. Vse, anime je kvalitetno. Mislim, ki jo je en model animiral ne vem koliko mesecev, pa ona pleše. Tista opening ali ending, ne? Ending mislim, da je, ja. Pač tisti je drugače tudi na YouTubeu, mislim, da povedal, koliko časa je rabo tisto animirati, ker je dejansko 2D vse. Tisto je 2D? Ja, je draw over, basically. Ja, ki izgleda kot 3D. Dejansko je po framih nek ples, pač šel frame by frame narisati, zato da škoda. Chica Dance? Resno? Ja, pa še v bistvu prav cut-out imaš na gifih uporabljena, ni? To je ta. To je fan-made, pač. Ne, prav v animeju. Ne bi zaznal dejansko. Pač je ena najboljših mogoče modernih animacij, kar vem. Je pač ful hardcore, ki je ful naraven. Ful je hardcore, ja. Jaz, ko sem prvič to videl, sem takoj vedel, to bo že explodal, to bo vsi zaplesali. To se everywhere. Until Oshinoko. Until Oshinoko. Pa da reč cool part, Kaguya Hime je pač masa Yuki Suzuki, ne? To je pa moj new favorite Japanese autor. Čak, to je ta avtor te skladbe. Pač. Ta njegova muzika. Ima pa tak zakon, ja. Masa Yuki Suzuki, go listen. A to je bil the hype train, da prijete na anime podcast. Kler nismo do delavcev. Prvo čuden, mi poslušamo not muziko, pa oni nas grdo gledajo avto. Sicer so vas džadžali, kaj lahko anime poslušajo. Kaj pa bi mogel neko tako, ne vem, uno female, neko loli musko, pa šipe dol, a kaj lahko gremo za avto. Tako šipe dol, vi pa tako, oh, love me, mister. Greš tak kdaj kot skupina na kakšen convention skupaj, pa potem vsi blestate anime musko zraven, pa samo what did I sign up for? Every time. Samo je pa victim. Njega je samo čas, da ga konvertate, nič drugega. Se samo appreciate ene par animejo. Sem gledal kar ene par animejo, appreciatam. Si mogel prej narediti background check, da vidiš, Cowboy Bebop mi je ena ljubših medija stvaritev kadarkoli, od glasbe do animacije, do zgodbe. Kratek je, zelo dobra animacija, glasba ima vrhunsko. Glasba je res. Zelo v jazzu, drugače sem tudi plesalc, učim swing ples. Mi je to zelo blizu. Je samo vprašanje časa, preden stopim pod njegovo mentorstvo. Naslednji teden, čakaj. To, naprimer, pogledal sem marsikaj, pač kdaj tudi sem imel zelo fino, ni pa zdaj to, da bi rekel, da sem strašen fan. Ja, studio Ghibli je zakon, ali Ghibli, ne vem, Ghibli. Ghibli. To je tako zdaj kot un X. Odprita si karkoli od njih mi je zakon. Kaj pa z G-om pišejo? To mi je bilo zmeri annoying, ker pač bi vse imajo giba. Ghibli, jaz to kaj bi bil čudno, ne? Ti samo, kaj pa Makoto Shinkai, ko ti je všeč taka cinematografična oziroma tak lep art? Ti je znam kaj? Kaj že? The Voices of Children. Kimi no Nawa. The Voices of Children je bil najbližji Ghibliju stilu. Če slučajno. Nič ne poznam. Kaj je res znan, ne po tej zelo lepi. Jaz sem zelo casual enjoyer from time to time. When he has time, he has to play games. Vse mu dajmo skozi neke advice. Life advices.